Šinkovec Igor, direktor in srčni vodja nepremičninske firme Hiša Nepremičnine iz Ljubljane. Trenutno nas je v firmi skoraj 20. Močno se izobražujemo vsi skupaj z mano, vred, ki delam na osebnostni rasti že zadnjih 20 let. Vendar pa določene stvari sem spoznal šele par let nazaj. Že nekaj 10 let, 10 plus let sem se trudil povečati ekipo. Odpreti te poslovalnice, ki sem si jih vedno želel. Ma ni šlo. In sta bila dva velika izziva, ki sem jih imel. Sestaviti dobro ekipo, se pravi povečati podjetje, razširiti podjetje, in druga, nehati delati v podjetju, temveč začeti delati za podjetje. Kot direktor in kot vodja in kot vizionar našega podjetja Hiša Nepremičnine je to v bistvu bistvena stvar, ki bi jo mogel narediti. Maja dolga leta nisem. In te izzive sem rešil lahko v zadnjih 2 letih, odkar sem uspel preveriti, kaj na trgu ponuja pri osebnostni rasti in prišel do Aleksandra Šinigoja. In moram reči, da sem izredno hvaležen temu, da sem spoznal te NLP, nevrolingvistične programe, ki so meni popolnoma spremenili življenje. Ne samo poslovno, da smo lahko začeli rasti, tudi osebno. V bistvu iskal sem odgovore, dobil sem pa vprašanja. In vprašanja, prava vprašanja so mi dali prave odgovore. Tako da, če konkretiziram, smo v zadnjih 2 letih dvignili promet podjetja, ki smo se prematali, ne vem koliko, 40%, nove 3 poslovalnice odprli, novih par ljudi zaposlili in ne samo to, gremo naprej. Postajamo najbolj prepoznavno slovensko nepremičninsko podjetje s ciljem, da do konca leta to tudi postanemo. To zadovoljstvo, ki ga čutim znotraj sebe, ko mi tudi moja draga reče, kaj je to ratalo iz tebe, ti si drug človek. In prepričan sem, da je Aleksander s svojimi programi mi močno pomagal. Tako da, hvala lepa. Res cenim to. Enkrat me je vprašal, zakaj glih Aleksander, saj jih je ful. Aleksandra, ko sem prečekiral, mi je bilo najbolj všeč, poleg tega, da je tesno povezan z soustanoviteljem nevrolingvističnega programiranja z Richardom Bandlerjem, mi je najbolj, meni osebno, prepričalo, da sem šel k njemu. On dnevno dela na svoji lastni osebni rasti. On potuje po celem svetu zato, da sebe izobražuje, da lahko nam, Sloveniji, da tisto znanje, ker bi za njega mi mogli v Ameriko, Avstralijo, v Rusijo, po Evropi. Tako da to je bila odločitev, ki je rekla, ok, investiram, investicija ni mi bila majhna, tudi meni kot podjetniku ne, vendar pa ne precenljiva.